kje. Lansko leto smo ga imenovali enega izmed najbolj srečnih dni v letu. Letos bo dobil malo drugačen naziv. In sicer letos bo 3.3. eden izmed najbolj eksplozivnih dni v letu 2026. Več različnih razlogov je zato ker pojdimo po vrsti. Predvsem je to čas, v katerem lahko izbruhne vse tisto, kar je bilo zatirano, kar je bilo utišano, kar je bilo ignorirano, ne glede na to, ali gre za neka doživljanja, neka čustva, morda razočaranja, morda strah, morda radost, morda želje, morda sanje, morda ljubezen, zaljubljenost in tako naprej, katero mi vemo, da nekako smo utišali, a ne zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Tudi ne samo to, v kar smo bili prisiljeni morda odriniti, utišati kot otrok. Naj vas spomnim, da cel marec, zato ker je povezan s številom 3, simbolizira našega notranjega otroka in pa tudi rane iz otroštva. Letos pa zaradi končnice 6 pomeni tudi čas, v katerem lahko mi procesiramo vse tiste občutke, mogoče tudi strah, mogoče tudi bolečina, mogoče tudi nekaj strašno lepega, kako zanimiva besedna zveza, strašno lepega. Lahko tudi nekaj izjemno lepega, kar je doživela naša mama. Torej, letošnji 3.3. gre v naša čustva in doživljanja nazaj do trenutka spočetja. In pravijo, da naša podzavest se spomni vsega. Mnogi trdijo, da celo prejšnjih življenj. Torej, če bi se okoli 3.3., seveda te energije se čutijo malo prej, lahko tudi malo kasneje, pojavili občutki ali neka doživljanja, ali neki spomini oziroma neke reakcije celo, katere bi pripisali svoji mami, morda celo kakšne situacije, v katerih se ne strinjate s svojo mamo, v katerih ste mnenja, da vas je prizadela oziroma da bi lahko počela stvari drugače, naj vas to ne preseneti. Pravzaprav gre za energije, ki prvovrstno potrebujejo izbruh. Se pravi, rabijo priti ven. Najslabše, kar lahko naredimo, je to, da se znova zatremo. Da morda rečemo, to ni nič kaj takega. Ni treba delati drame, dragi moji, ne zdaj narediti celega, ko ne meta iz tega pa hollywoodsko trilogijo. Dajte enostavno glas občutkom, ki želijo se izraziti v tem času. Druga stvar, ki je zelo pomembna glede 3.3., katere vpliv bo čuti celoten marec, pa je resnica ali iluzija. Ali je nekaj res? Ali nekaj je moja resnica, ali je nekaj iluzija in kaj pravzaprav je iluzija? Ali je to, da si nečesa želim, iluzija? Ali je to, da si jaz mogoče stvari drugače razlagam kot vi, iluzija? Če recimo si jaz zaželim pice in jo preko Wolta naročim, ali je ta pica v tem trenutku moja resnica, ali je še vedno iluzija, ker je še nimam v rokah? In Wolt je še ni pripeljal, in Wolt je še nima v rokah, in peč še niso dali, in mogoče celo paradižnika še niso oprali, mogoče paradižnika niti še niso nabrali. Veliko bomo filozofirali, hočem s tem povedati. Lahko se nam zgodi, v poplavi občutkov, spominov, nostalgije, čustev, bom rekla mogoče tudi napetosti, živčnosti, se nam lahko zgodi, da se bomo osredotočali na vse tisto, kar res ni najbolj pomembno. Torej, 3.3. nam bo po eni strani pomagal potegniti tančico, meglice z naših oči dol, po drugi strani pa lahko potem s temi pridobljenimi podatki včasih svoj life tako zakompliciramo in začnemo analizirati in preudarjati in iskati stvari tam, kjer jih ni. Po drugi strani, vedno sta dve strani, ne? Pa je zelo pomembno, da ste pozorni na vse tisto, kar vam nekdo želi povedati med vrsticami, se pravi, stari, ne bom rekla dobri, ampak bom rekla drobni tisk. Kaj je tisto, kar pa morda ste spregledali v svoji vnemi, v svojem optimizmu, bom rekla tudi v svoji veri v ljudi, veri v druge, zaupanju v druge. In verjemite vi meni, marsikdo je z najboljšimi nameni šel v prijateljstvo, šel v sodelovanje, pa se je grdo opekal. Niste edini.
Pomembno pa je, da tega ne vlečete s seboj naprej. Da pač v nekem trenutku odrežete in se nehate sekirati za tisto, kar ne morete spremeniti. Torej, če bi 3.3. vam bruhnilo nekaj, kar vi doživljate kot krivico, nekaj, kar vi doživljate kot res nezaslišanega, kar se je zgodilo vam ali drugim, se vprašajte, ali ste lahko konstruktivni, ali resnično lahko tukaj nekaj spremenite, ali pravzaprav zdaj ponavljate nekaj, analizirate nekaj, kar se ne bo spremenilo, ne? Kakšna daljna preteklost zagotovo ne. Vaš odnos do daljne preteklosti, do razočaranj, do vsega tega, kar se je izkazalo, da pač res ni vse zlato, kar se sveti, vaš odnos do tega se lahko spremeni. In zato je 3.3. fenomenalen, zelo močen dan, intenziven, emotiven dan, v katerem, poleg tega, da lahko zelo ozavestimo, kje še potrebujemo zdravljenje, kje potrebujemo objem, kje potrebujemo razumevanje, predvsem od samih sebe, je pa tudi dan, v katerem si zaželite nekaj res nenormalno dobrega. Je tudi dan, ki krepi ustvarjalnost, ki spodbuja kreativo, optimizem, ki spodbuja zaupanje v dobro, zaupanje v lepši jutri. Čeprav morda na 3.3. dan, lahko da bomo super, lahko da ne bomo, ni važno. Ustvarjajmo. Dajmo se 3.3. ustaviti vsaj za 3 minute in jih posvetiti sebi. Tistemu fantku, tisti punčki globoko znotraj nas, ki rabi slišati, da je vse v redu, da je v redu in da bo vse v redu. Da slej kot prej bodo tudi razočaranja izzvenela, se bolečina pozdravila in to lahko dosežemo s tem, da oblijemo sebe z ljubeznijo, z zaupanjem vase. A veste, dragi moji, sej ni bistvo, da ste popolni. Nihče izmed nas ni. Nihče izmed nas še ne ve vsega. Nihče izmed nas še ni dosegel vsega. Vsi se bomo še kdaj zmotili, vsi se bomo še kdaj opekli. Pomembno pa je, da imamo sami sebe radi, točno takšne, kot smo, da se sprejemamo in da pač iščemo ne napake, ne šibkosti, ne, ampak prostor za rast, priložnost za razvoj, možnost za napredek. In točno to 3.3. prinaša en tak velik portal možnosti, zavedanja, ki imate največ priložnosti za napredek. Torej, dragi moji, naj bo 3.3. resnično en dan izpolnjenih sanj, izpolnjenih želja, po drugi strani pa tudi vaše resnice, kajti saj veste, bolje je, da resnica za hip zaboli, kot da laž nam življenje greni. Dragi moji, jaz vam želim en čudovit dan. Predihajte ga, če bo sem ter tja nekoliko intenziven. Verjamem, da bomo vsi deležni intenzivnih, močnejših energij. To smo čutili že prejšnji teden. Ne se tega bati. Prisluhnite, kakšno sporočilo vam pravzaprav te energije prinašajo.